Dobrodošli nazaj v podcast Kaktus in danes je z nami Klemon Kopina. Klemon, hvala, da si prišel. Hvala vama za vabilo. Ja, no, v bistvu danes sem se malo pogovoril tako o tebi, kaj delaš v tej tvoji službi, ki je tako dosti zanimiva v bistvu. Ja. In ja, najprej bi se pogovoril o v karanteni, v tej situaciji, v bistvu, kako je to vplivalo na tvoje življenje? Ja, definitivno je vplivalo zaradi tega, ker pač, ker si navajen biti na žurkah, ne vem, mislim, ne samo žurke, pustimo žurke, recimo eventi, od športnih eventov do nekih resnih eventov, do, ne vem, nekega turizma, do žurk, si navajen biti skozi med ljudmi, je to tudi nek velik vir tvojega dohodka. Posledično, ko je prišla karantena, sem si rekel, ok, se to je mogoče 2 tedna, cool. Takrat sem imel še največje upanje, ki sem ga imel, je Ronaldo bi mogel priti v Slovenijo konc maja, oziroma nekaj tazga, bi mogel priti Slovenija, Portugalska, bi igrali prijateljsko tekmo in sem bil tako, ok, se do takrat bo v redu. Par eventov sem že takrat zgubil, pa noben ni vedel, bo to 2 tedna, bo to 5 tednov ali bo to ono, in pa sem dobil SMS, sorry, cancelamo dogodek, cancelamo to, cancelamo ono, cancelamo to, vse je šlo na pauzo in sem bil tako, zdaj bo pa treba nekaj ali drugega najti, ali pa se prilagoditi, mislim, sami situaciji. Ne. Aha, ko si rekel, da bo treba kaj drugega najti, ne? Ja. A si pa kaj bo karantena, ko si izvedel, da bo to pač dolgo trajalo, da najbrž ne bo nič s temi stvarmi, ki si jih pričakoval, ne? A si začel delati na kakšnih novih projektih, takih karantenskih? Ja, mislim, prej sem nekako Instagram imel na stranskem tiru, sem si pa rekel, ok, mogoče je še vse pametno, da zdaj tudi nekako malo več časa posvetim temu. Prva stvar, ki sem jo naredil, ki je bila karantena, glede na to, da sem prej, mislim, jaz sem delal in od radia do eventov, do marketinga, do sinhronizacije, risank, neki TV-ja, in pol probaš še nekako graditi in, ne vem, delati svojo spletno stran, delati svoje projekte, ustvarjati vsebino zase in za druge in za sponzorje in za tako. In se rečeš, zdaj mi pa še 2 tedna nič delati. Jaz sem bil sam doma, sedel sem se za komp in sem rekel, 2 tedna bom sem geekov. In sem tiste 2 tedna, malo sem si pospravil flat, prenovil, prebelil vse to, pa geekov, in sem bil tako 2 tedna nič nisem delal. Pol pa nekako priješ do te točke, starimo, ne da si mi več geekati. Pospravil sem si flat, prenovil sem vse, kar zdaj bi pa počasi šel nekam delati, nekam med ljudmi, nekaj to. Ja. In je bilo, pač, kakor je bilo nadaljevanje, sem pa bolj odkril tudi neko drugo tržno nišo in to je pač, da čim več stvari preselim na digitalne, se pravi, ali pomoč pri samem pri digitalnem marketingu ali pa, ne vem, nekak sinhronizacija, risank mi je takrat ostala, pa vse te virtualne zadeve. Pač prilagoditi se bo treba, no, iskati sem začel neka nova znanja, kaj se lahko naučim, kaj lahko dobim novega in pač poleg tega tudi začnem s tem služiti. In se kaj pa si začel učiti kaj novega? Od tega, mislim, jaz sem itak naredil medijsko, tako da sem imel že nekako osnove grafičnega oblikovanja, pa sem šel naprej na fakt za video medije oziroma multimedije, smer video, sem pa nekako probal v tem fahu, pa sem se pa še začel učiti samega programiranja, ker sem ga že prej neke osnove imel, pa kako delujejo programi od beta testinga do vsega tega. Pač nekako sem probal prilagoditi temu, da lahko tudi prek kompa delam ogromno enih stvari. Ja, se pravi, si se nekako prilagodil tej karanteni. Ja. Kaj pa kaj z druženjem? Te veze, pa to vse, frendi, party, kaj s tem? Ja, v bistvu je, mislim, kakor 2 tedna mi je pasal, ker si prej bil toliko obdan z ljudmi, pa to se reče, ok, cool, super, prišla je 2 tedna, svet se je ustavil, imaš cajt zase, malo za, ne vem, pokličeš končno. Meni se včasih zgodilo tudi to, da, ne vem, me je klicala mami in sem imel cel dan ali evente, ali sem imel svoje stvari, ali sem probal nekaj rihtati in delati in sem tako nimam cajta nazaj poklicati, da bi se pol ure pogovarjal, imaš cajt, da to nadoknadiš, je pa bedno, ker se itak ne moreš družiti s folkom. Okay. Posledično si stari moj, kaj naj zdaj delam, pogrešam frende, pogrešam, ne vem. Ja, in pač pogrešam predvsem ta stik z ljudmi, zdaj glede na to, da je od marca je to, zdaj že decembra, 7-8 mesecev. Kaj pol leta, ja. Še slab let že v bistvu. Mislim, iskreno smo si naredili kakšen privaten party, pa je tak polet je bilo dosti odprt, sem bil dosti, veliko tujin, tudi na Hrvaškem, maturanci, pa to, bil sem na 4 teh terminih, sem imel tam ogromno enega žura,
pol pa sem bil tudi nekaj v Italiji, na Portugalskem, na Hrvaškem, v Srbiji, pa sem tudi tam nekaj prežuril, tako da še vsem sem dobil polet dosti socializacije, ampak zdaj od ta druge karantene dalje se mi zdi, da je pa še bolj hudo kot prvo, ker prvo smo bili tako, saj malo smo se družili, ne vem, sem imel frende, smo šli basket, pač nekako vidiš, kjeri so ti res dobri frendi, s tistimi, ki se res veliko družiš tudi v karanteni, pa pač, ne vem, paziš na tiste, ki so pač mogoče malo šibkejši. Tako da ja, druženje je kul, sam pač zdaj smo ga mogli malo imeti, ne. Malo se je treba umiriti. Zdaj je še bolj mraz, prej saj toplo, pa si lahko šel ven normalno. Vse to. Pa še prej ni bilo policijske ure, ne? Ja. Zdaj pa še to, ta udarc. Ja, sicer, mislim, jaz imam glede na moj del, lahko včasih tudi se zgodi, da delam, pač po 9 uri imam posledično tudi dovolilnico in tako imam svojo firmo, tako da Ja, to lahko da izkoristiš, pa ja, izkoristim lahko, sem nimam za kaj izkoristiti, ker so vsi doma in je uno. In je bedno, ker nimam z nikomer izkoristiti. Je pa fajn, če hočem kam iti, še vsem lahko dobim delovna dovoljenja za, ne vem, če moram karkoli iti v tujino ali pa v drugo občino. To niti ni toliko vplivalo name, bolj je to vplivalo, da pogrešam to socializacijo, da spoznavaš nove ljudi, da greš ven, da se imaš fajn, da delaš, da neke stvari tako. To vsi pogrešamo, ja. Ja, pa upam, da bo čim prej to nazaj. Je bilo pa fajn polet na maturancu pa na teh zadevah, ko imaš dejansko nek stik. Sem bila skupaj na maturancu. Ja, na katerem terminu si bil? Jaz sem predzadnji termin, se mi zdi. Ja, jaz sem bil na predzadnjem, pa še na zadnjem, pa so pa čisto zadnjega so povedali, ampak je bilo res, mislim, možnost biti na partiju v času karantene, ker niso klubi odprti, ni nič odprt, je bilo ono, pa ne zdaj z 10 ljudmi, ampak ne vem, da imaš tam 300 ljudi. Ker res, smo navajeni teh stvari, pa res pol začneš pogrešati. Ja, glede teh partijev, zdaj ti ena velika stvar, ki ti delaš tudi, da sodeluješ s temi Martin Garrix, DJ Snake, s temi res velikimi umetniki, po svetu. Zdaj malo, kako se vse to začelo? Kako si ti prišel do tega? Zelo dolga zgodba, oziroma bom probal skrajšati to zgodbo. Zadeva je bila taka, da sem, 4 leta nazaj sem šel prvič na Exit in sem delal tam kot, imel sem en bus čez, imel sem potnike na busu, skrbiš, da oni pridejo dol, da je vse cool, da imajo vsi dokumente, pač v osnovi skrbiš, da je vse ok, pa da pridejo normalno čez mejo. In sem tam šele začel spoznavati nekako, to je bilo 4 leta, 5 let nazaj nekaj tazga, sem začel spoznavati ta festivalski svet in posledično sem bil tudi obkrožen z ljudmi, ki so imeli zelo dobre povezave. In pol dobiš, ne vem, od tega, da smo sedeli na kavi z menedžerjem od Armina Van Burna, pol je bilo naslednje let, da je, ne vem, zdaj 2 leti nazaj, oziroma lansko leto, smo bili tako menedžer od tega, od Lost Frequencies-a, Dimitri Vegasa, Like Mike'a, smo se ful pokonektali in smo bili skoraj cel festival, cel Exit smo bili skupaj, cel dan, od plaže do zvečer, on je rekel, ja, Dimitri Vegas, Like Mike nastopata, pa je šel malo pogledati, ja, ampak ostalo smo bili pa ful skupaj. In pa tudi taki ljudje, ki se pač pokonektaš, ti lahko odprejo veliko enih vrat. Med drugimi pa zelo pomembna zadeva bila tudi, da sem spoznal enega tipa, enega fotografa, ki je bil, mislim, da takrat celo uradni fotograf Ultre, in sva se ful zakonektala, ker sva se spoznala v Splitu na Ultri, in pol mi je on v bistvu predlagal eno agencijo, za katero jaz tudi zdaj pišem članke in mi oni dajo razne akreditacije in na podlagi teh akreditacij, ko sem delal, ne vem, na Ultri, na Zigetu in mogel biti na Lowlands, to je en festival na Nizozemskem, čist hud, ki bi mogel imeti tudi tam intervju z Billie Eilish, sem jaz takrat sprejel od FIBE 3x3 basketa nek drug dogodek in nisem šel na Lowlands in sem zajebil to priložnost, da bi lahko spoznal Billie Eilish. Sem pa pol na drugem festivalu na Zigetu spoznal enega ful Nizozemca, ki mi je spet odprl ogromno enih kontaktov. Oni so snemali tudi z Billie Eilish dokumentarce, imel je intervjuje z Ed Sheeranom, Shawn Mendesom, z vsemi temi in dela tudi za neke huge agencije, med drugim tudi nekaj z Martinovo Garrixovo agencijo in mi je pa tudi on zrihtal neke kontakte. Sam sklop tega, kar sem pa te ljudi spoznal na festivalih, je bilo pa tako, da nekatere intervjuje, en intervju sem imel celo prek radia center z Sigalo, to so pa tudi oni imeli v etru, ostale intervjuje, kakor smo jih imeli, sem imel pa pač prek te agencije, ali pa sem bil v backstage, sem delal intervju z enim drugim, pa je slučajno prišel Garrix mim, pa sem imel
poznanstva iz, ne vem, teh krogov, od fotografov do snemalcev. Sprav te veze so ful pomembne v takem svetu. Ja, najbolj pomembne so veze, ker itak, da sem jaz lahko prišel v backstage ali pa v green room. Za tiste, ki ne vejo, kaj je green room je v bistvu plac, ki ga dobi artist, se pravi, da se spočije, da ima tam svojo sobo, ne vem, odvisen spet od kakšnega festivala, pač razlikuje se. Nekje dobijo cel hotel zase, nekje dobiš pa pač sem sobo in imaš pol pač tam neki vode, to odvisen tudi spet kakšno veliko ime pride. In te green roomi so ponavadi pač samo DJ in poln res najvišji stav, pa pač neki novinari, ki lahko pač imajo dostop do teh baz. In pol pač na podlagi tega pride nek folk, ki je dobro pokonektan in te vzame sabo, greš tja in kar naenkrat si tam v isti sobi. Jaz se spomnim, na Zigetu smo bili pol ure v isti sobi z Garrixom. Pač on je tudi človek, ni ful preprost, vsi mislijo, Garrix, pač tam, ki si bil, mentaliteta ljudi v backstageu je taka, Garrix, ok, pač ne jemljajo ga kot nekega... So v bistvu enaki nekako. Ja, recimo, mislim, še zmer imaš nek respekt, spoštovanje do človeka, ki je pač to huge. Ampak ni tako naduvan, recimo neki. Ne. Edini DJ, ki sem ga spoznal, da je bil res kreten, je Afrojack. On pa že izgleda tak, ja. On je tak, dost naporen. Naprimer, Armina sem spoznal 3krat na 2 ultrah, pa še na, ne vem, mislim, da bil Exit ali kje, in je full skoliran. Naredil sem 3 selfije z njim, zmer je skoliran. Lost Frequencies, car največji na svetu. Pogovarjala sva se o belgijski hrani, o tem, kaj bo počel zvečer, kako se mu zdi, ne vem, od Slovenije, pa sem ga še na Kritek, ta njegov menedžer bil zraven, sem ga še na Exitu srečal. Full preprost človek, res, njemu se vidi, da je pristen za muziko, da hoče to delati. Ne vem, Dimitri Vegas, Like Mike sta čisto odštekana, Chainsmokers sta čisto odštekana, ona dva sta pač čist luda. Med drugim je bilo full fajn spoznati njihovega snemalca oziroma tistega creative direktorja, Sam Calder. V bistvu sem bil bolj vesel, da sem spoznal njega, ker ga veliko ljudi sploh ne poznam, ampak zame kot ustvarjalec vsebin je on največji kralj. Pa DJ Snake je bil ok, full ne toliko zgovoren, Karl Cox je, za tisti, ki veste, kakšen je, on je res pač bunkica, on je res ogromen. In najbolj smešno bi bilo, ker sem njega videl v Green Roomu na Ultri, je bilo tako, pač z njim sem se po mojem še najmanj od vseh pogovarjal, sem rekel, hej, čau, lahko nadiva enega selfija in to, nisem niti hotel ga motiti, ker je še vsem človek že v letih in po moje preživel in prežvečil že milijon enih festivalov in je imel tip 7 varnostnikov okoli in eno latino babyko zraven njega, tako sta se nekaj smehljala in je pol pelal tudi v hotel. Tako, recimo, da zaenkrat sem v slabi izkušnji samo z Afrojackom, vsi ostali DJ-ji so ful preprosti. Naprimer z Garrixom, ki smo bili pol ure v isti sobi, pač malo se družiš, neprijetno ti ne veš, kaj ga vprašati, nočeš izpad neki fan in mentaliteta tistih ljudi tam je, to je moj job, jaz to delam, ne bom se slikal z Garrixom, zato ker je to pač samo moj job, jaz sem tukaj, ker uživam v muziki, raj grem na party, kakor da se slikam z Garrixom, to je bolj tak folk, ker tako, sem jaz bil presenečen, zakaj se vsi ne fotkajo z njim, medtem ko za samimi vrati backstage je čakalo, ne vem, 100 ljudi z unimi tablami, Garrix in on šel sem mim, ker so ga videli, ne vem, na 100 metrov, to so se začeli kričati, noter, on je čist hype man, pa je pa noter, je bilo pa nič in jaz sem prvo naredil selfie z njim in sem bil tako, fuck, malo smo že spili, ni mi bil všeč selfie in sem bil tako, ok, cool, fuck, kaj naj zdaj? In sem rekel, nič, počakam 15 minut, mi smo bili še tek s mojo ekipo, pa njegova ekipa je bila tudi tam, pa čitek smo bili v isti sobi in tako čez pol ure sem šel še enkrat vprašati, če se lahko še enkrat slikam in je pol rekel za še enkrat. Sem imel pa tudi zelo zanimivo prigodo, ker včasih v teh dobiš tudi neke take, mislim, jaz gledam star 17 let in pride včasih kakšen moški in te vpraša, če si samski, če bi lahko hej, sem se rekel, da žal ne bo šlo. Ja. To je taka industrija, ker imaš ogromno tudi enih pač ljudi, ki so v tem biznisu že toliko časa in vsak nov obraz, ki pride, jim je zanimiv in te pač ogovorijo, probajo svoje šanse, ampak je tek pač... In kaj rečeš, če te že kdo to vpraša? Ja, on je prišel, hey, is there any chance that you're gay? In jaz go, hey, sorry bro, I really like girls, you're a cool guy, but
it won't happen. In pol pač prijazno govoriš, Ja, jaz valjda itak boš prijazen, respektam vse, mislim, meni vse, spoštujem vse ljudi in itak se pogovarjam z njim naprej, kakor pač, če bi mi rekel, je lepe, če imaš. Pač spoštuješ dejstvo, da je se v pogumu prišel do tebe in respektam njegov pogum in sem ga pač, pa so se normalno pogovarjala še 15 minut, sem pač je videl, da ne bo nič dubo in je šel stran. Še dobro, ne, kaj je. Ja, No, tako, ko si rekel, da delaš z agencijo, ne, ja. a tako ti dajo, kaj moraš narediti in pol narediš, nekako tako. Ja, v bistvu je fora, da imaš ti pred samim dogodkom, je ponovadi tako, da moraš napisati članek o tem, odvisno spet, kakšne so tvoje funkcije. Ne? Pač agencija sama pokriva od fotografov do snemalcev, do teh ljudi, ki pišejo članke, do ljudi, ki delajo bazo, software, bla, 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 milijon enih stvari, milijon enih ljudi. In najbolj pomembno je bilo zame, da napišem članek pred samim dogodkom, se pripravim in naredim research o DJ-ju, s katerim bom naprimer ali imel intervju, ali pa da se pripravim na, ne vem, na to, da bom mogel, ni zdaj samo, pač greš tja uživati, greš primarno tja pa tudi delati. In pač je najboljši, mislim, zaenkrat je bil to najboljši job, ki sem ga imel, ker basically je bil moj job to, da sem tam in spremljam festival, kaj se dogaja. Ne vem, enkrat se je zgodilo na Ultri, ne vem, letos, ne, lani ali predlani, da Steve Aoki kar naenkrat je skenslal in Ultra to sploh ni nič napisala. Tako, bil je na line-upu, ne vem, nekdo je kupil karto, mogoče za Ultra samo zaradi njega in ga ni bilo. In pa pač moraš pisati tudi o tem, da so zelo slabo speljali, ne vem, to, da niso najavili, da Steve Aoki ne bo. Pa je bilo, ne vem, včasih imaš neke festivale, ki se nekaj zgodi, ne vem, preveč gužve na vhodih, preveč gužve na tistmu. Imaš pa pač neke festivale, ki vse štima, ne. Meni osebno je bil zelo dober, ne vem, Ziget, ker preden sem šel na Ziget, sem napisal članek zakaj iti na Ziget, ne vem, 5 reasons why to visit Ziget and stuff you can do in Budapest in pol pišeš o tej temi, zakaj, da pač nekako tudi ta Festival Nation privabiš na to, da sploh grejo na ta festival. Pa pač na samem festivalu imaš tiste obveznosti, koliko jih imaš, držiš se urnikov. Jaz sem na primer na Zigetu tudi fotkal, pa sem pač neke fotke delal in za osebni arhiv in za njihov in sem na primer nekateri DJ-ji oziroma glasbeniki, na primer pri Ed Sheeranu, nisem mogel priti zraven, zato ker je imel on, njegova produkcijska ekipa oziroma PR ekipa, je sestavila seznam ljudi, ki ga lahko fotka. Ja, sej, to je pač že na res že kar visok na svetovni sceni. Ja. Ampak za naprimer Garrixa sem pa prišel noter in sem ga lahko fotkal. Ampak to je tako, da pač on stoji, ne vem, Post Malone sem isto lahko fotkal, Macklemore sem lahko fotkal, 1975 in imam še zmer posnetke in na kompu doma, ki mi Post Malone noter poje v kamero, tako, kada pol metra stran od mene. In jaz v tistem momentu si tako, hvaležen sem za ta trenutek, nekako spoštuješ te artiste. Meni je bil Macklemore vrhunski, ki je delal šov, Post Malone mi je bil energija na odru, ja, se je bil malo pijan, pa malo vse to, ampak njegov fanbase je nor. Tam so bebe, ki smo bili, pač to je fotopit, zgleda tako, da je direkt pol metra pred odrom, imaš ti oziroma 1,5 metra recimo, da imaš prostora in tam pač je prostor samo za fotografe in za varnostnike in za neke tehnike, ki lahko pač grejo, če se karkoli zgodi. In v tistem momentu ti imaš 3 pesmi, ki jih lahko pofotkaš. Samo prve 3 pesmi ti dovolijo biti noter, odvisno spet od festivala, nekje imaš 15 minut, nekje imaš 20 minut, nekje imaš 3 pesmi. In jaz sem takrat pač bil direkt pod njem. On je stal, ne vem, meter pa pol od mene, meter od mene. Jaz ga lepo fotkam, nekateri lahko snemajo, nekateri ne smejo in sem pač še posnel zraven in je tip pel direkt noter v mojo kamero. In je bilo čisto brutalno. Bebe, to je bilo pa najboljši del, pa bebe so pomedlevali zraven in so ene, ne vem, 3-4, medtem, ko sem fotkal v 3 komadih, so ene 3-4 bebe pač mogli varnostniki odnesti, zato ker so skupaj padle in so jih pač nesli do zdravniške ekipe. To je prizadeto. Ja, to je tak fanbase. Jaz, na primer, še primer, ko sem šel ven, ko greš ven iz fotopita, nekatere festivali imajo ločen vhod, nekateri imajo isti, se pravi, da greš samo pač do neke ograje, ker te pol spustijo naprej. No, jaz, ko sem šel ven iz ograje, se pravi, sem šel nazaj med folk, jaz nisem mogel iti, kad da bi šel proti izhodu, zato ker te niso spustili sploh ven. Razumem, da bi se rinil proti odru, ampak jaz sem hotel iti ven in me niso spustili in je bilo noro. In je bilo noro. Ampak ja, to so taki spomini, ki si jih zapomniš tako do konca lifea, pa tudi energija, ki si tam se rečeš, fuck. Mislim, še posebej v teh cajtih zdaj. To jaz sam To je res nekaj čist drugega. Ja. Že slovenske festivale, ki smo imeli v Tušovega teka baru, ko sva s Steve Aokijem igrala šah,
pa imaš neke take... To sem videl na Instagramu slika, Ja, to je tudi epsko, on je tudi tak zelo zanimiv človek. so umetniki. Umetniki. On je, naprimer, jaz sem delal tudi research za njega, je tip, ne vem, če to, jaz sem pogooglal to, na parih straneh sem to najdel, ne vem, če je res, lahko da je kakšna zebancija, ampak naj bi bil v svojem času med, ne vem, 250 najboljšimi šahisti takrat v svojem... Na svetu. Ja, ampak v svojih letih, se pravi. Ampak Ja, to ne vem, Ja. če je zdaj to res ali ne, ampak jaz sem to prebral in sem pa tudi rekel na to foro, da bomo vzel šah s sabo, mogoče bomo pošla eno partijo in zaradi tega, ker sem jaz pač naredil svoj research, sem lahko tudi prinesel šah, ne. Ampak tako, zdaj se mi je zanimiv. Pač vedno se je dobro pozanimati v sami DJ-jih, da veš, kako je njihovo in pravo ime, ker vsi, ne vem, jih kličejo po pač tem umetniškem imenu, pod imenom, ki se predstavljajo kot DJ. Fajn je pa vedeti, kdo so oni kot, ne vem, kot oseba, kot človek, da ni zdaj, ne vem, samo umetniško ime, ampak da ga bolj posebeš, pa da pač veš, kdo je. No ja, a ko si se spustil v to, a si že vedel, da boš dosegel take stvari, to službo? Mislim, da boš delal take stvari, ki ti jih delaš. Niti podrazno. Mislim, tako jaz si nisem niti podrazno mislil, mislim, jaz sem zdaj šel na začetku, ampak tako, da bi mi nekdo rekel, da bom lahko, ne vem, spoznal Garrixa, bil z njim v isti sobi, ga pil z njim, žural, spoznal te ljudi, pa ne samo spoznal te ljudi, ampak delal take stvari, kakor jih jaz delam, mi je bilo tako, what? Nisem si niti predstavljal. Začel sem 2013, takrat s snemanjem teh reklam, se prijavljaš na audicije in pol neki, včasih dobiš, včasih ne, večinokrat ne dobiš, ker je tak, pač svet je tak, da pač moraš se potruditi in na podlagi tega konkurence je ogromno. Veliko dela, ne moreš veliko delati. Ampak kaj me zanima, itak da moraš veliko delati, da dosežeš nekaj stvari, ampak koliko je v tem tudi sreče? Moraš pa tudi sreče, da spoznaš te ljudi. Ja in ne. V bistvu jaz verjamem v to, da hard work always pays off. Se pravi, bolj kad delaš, boljše stvari prihajajo v tem smislu. Naprimer, jaz sem ta trenutek imel dvakrat oziroma večkrat, ampak v zadnjem letu 2019 je bilo teh trenutkov kar neki. Zdaj spet lahko preštejem na prste ene roke, ampak tako, recimo, ko sem delal na NZS, ker kot fan fuzbala in kot fan nekih slovenskih reprezentantov od košarke, ne vem, od košarke, fuzbala, odbojke, si pač, wow, to so fanti, ki jih spoštujem, ki so trenirali celo življenje, da so zdaj tle, in ko sem imel možnost delati na NZS-ju, ne vem, 15,000 ljudi, polne stolčice, sem bil tako v enem momentu, fuck, s čim sem si jaz to zaslužil, da sem jaz tle, zdaj v tem trenutku, moj glas sliši, ne vem, Lewandowski, moj glas sliši Jan Oblak, sem tako, to je neka resna odgovornost in jaz delam to z največjim veseljem, ki ga lahko imam. Če bi meni rekel, 10 ur moraš biti na tekmi, jaz sem komod 10 ur na tekmi. Meni je tako, če bo rekel, vsako sredo, pa vsak petek imaš tekmo, komod. Meni je to, ko ugotoviš, da te to res veseli, mi je bilo tako še največji užitek v tem. Sama sreča s tem je pa pač pogojena. Lahko, ja, kakor se je meni zgodilo, da sem spoznal nekatere ljudi, je bila definitivno sreča. To, da pač naletiš, ne vem, glih na, ne vem, neke priložnosti, ki jih mogoče ne bi, je lahko tudi sklop na ključi, da sem dobil glih takrat eno audicijo, pa glih takrat eno reklamo, ki me je pol zaradi tiste reklame opazil nekdo drug. Ja, lahko da imamo sreče. Je malo sreče, v bistvu, tako mal je, ne? Mal je, definitivno. Mal je more biti, ampak predvsem, recimo, da je 90% pa sem hard work. Se pravi, če grem jaz na eno audicijo, pa upam na srečo, To je res, ja. Ali pa če grem na 10 audicij, pa od tega dobim, ne vem, 2, 3, 4, je čist druga zgodba. Je že zmaga. Ja, in pač moraš za vse tiste, ki so zdaj na tej poti, ki jaz ogromno dobim teh nekih vprašanj, zelo veliko v povezavi s sinhronizacijo risank, zelo veliko tudi z samim nastopanjem na raznih festivalih in to, kako spoznati ljudi, kako delati take zadeve, kako delati animacije, TV, radio, bla, bla, bla. In če bi lahko dal nek nasvet, je pač delajte, kakor se da, izkoristite vsako priložnost, pač zaradi tega, ker več priložnosti, kakor vzameš, več stvari, kakor imaš možnost doživeti, več stvari, kakor se lahko naučiš, boljši ratuješ. In jaz sem bil na prvem eventu, še zmeraj ni, jaz strmim k temu, da bom boljši in boljši in boljši. Jaz sem zdaj nekako na sredini ali pa na začetku svoje poti, ampak ko gledam pa čisti začetek, je bilo pa tako, to je bilo slabo, ampak jaz sem rabil, ne vem,
Ja, sej. 300 eventov, da sem prišel do tega, da sem približno vedel, zakaj se gre, kaj moram biti pozoren, pa vem, da jih bom rabil še naslednjih 300, da bom prišel na naslednjo stopničko. Ampak vse, kar je tle pomembno, je pač, da se hitro učiš, pa da delaš, pa da nabiraš kilometrino, pa res se ni treba bati neuspeha, ker pač vedno pride, ne vem, Leonardo DiCaprio je bil milijonkrat zavrnjen, ne vem, Steve Aoki je bil milijonkrat zavrnjen. Vsi ljudje so bili milijonkrat zavrnjeni. Sponi empati so v bistvu. Ja, in treba se navaditi na to, da pač hard work je najboljša stvar, ki jo lahko narediš in pač delaš in če dovolj verjameš v to, je samo vprašanje časa in če dosti delaš na tem, ne. Kdo ti je pa dal recimo tak, da ti je dal kakšen tak res dober nasvet, ki ga še zdaj upoštevaš? Da si ga res upošteval in je šlo sam na gor. Imel sem v bistvu imam še zdaj enega človeka, ki ga zelo spoštujem, ker so v bistvu dva brata. En mi tudi zdaj pomaga na vseh teh zadevah, od samega mentoriranja do mindseta, do tega, kako v biznis svetu nekako funkcionirati, se pripraviti, kako imeti pravilen mindset, da lahko sploh dobre stvari dosežeš. In sem jim bil ful hvaležen, enemu zaradi tega, ker mi je dal sploh priložnost. Jaz prvi dogodek, ki sem ga delal zaradi tega, ker mi je spoznal sem enega tipa, ime mu je David, na tekmi Slovenija-Ukrajina, ne bom nikoli pozabil te tekme. To je bil moj, takrat, če jaz nisem delal kot moderator, to je bilo, ne vem, 2014-2015, nekaj tazga. In sem ga vprašal, kako ti to delaš, jaz sem bil zdaj v improvizacijskem gledališču, imam neke izkušnje z reklamami, snemanjem, z igranjem, ali bi lahko jaz to probal? In on je tako, valjda, daj mi cifro. Sem dal cifro in me bo 2-3 mesece kasneje poklical. In če on ne bi takrat verjel, da sem mogoče zmožen, pa da mi lahko da sploh šanso, jaz ne bi delal verjetno tega, kar zdaj delam. Tako da je bilo full fine in takrat je bil njegov nasvet, sam delaj, uči se, nabere izkušnje. Pa je pa prišel njegov brat, ki je v bistvu pa bolj business-wise, tudi ima svojo firmo in zelo dobre zadeve dela in on je tudi na osebni ravni vrhunski in tudi pač coacha ostale ljudi in mi dal pač, sva se usedla na kavi, so se 1 uro pogovarjali in je rekel, da moraš biti ful pozoren na to, na dano situacijo. Se pravi, ni vsaka situacija ista, ni vsaka pač moraš biti zelo pozoren na okolico, kako se stvar okoli tebe spreminja. Ne vem, če si pevec, moraš biti pozoren na odzive publike, če si moderator, moraš upoštevati, kako reagira folk na tvoje fore, kako reagira folk na tvoje besede. Če si, ne vem, fuzbaler, moraš biti pozoren na to, kaj ti trener reče, kaj bi lahko spremenil. Pač to, da se konstantno učiš, to je bil en zelo dober nasvet. Teda sem si po mojem najbolj zapomnil, definitivno pa pač to, da sem imel željo dokazati ljudem, ko so mi rekli, tega se pa ne da, tega se pa ne more, da sem imel to skozi v glavi, vi boste meni govorili, ne da se to, in se me to skozi konstantno motiviralo in v nekem momentu sem se zelo to je meni noro všeč. In pol od takrat dalje sem, ne vem, recimo, da bo to 2 let nazaj, samo konstantno delam na tem, kar mi je všeč in tudi pač gradim. Jaz vem in sem srečen, da sem najdel nekaj, kar me res veseli in sem bil tako zdaj gre lahko sem na gor, zato ker pač bom delal in pol se bojo lahko dobre stvari zgodile. No dobro, zdaj pa smo se pogovorili o tem, kaj ti delaš. Yep. Kaj je tvoja služba, zdaj bomo šli pa malo na take drugačne teme, sicer malo tako ljubezenska tema. Okay. Tako, verjetno veliko gledalcev zdaj to zanima. Okay. Najprej povej, kako kaj punce? Bolj suša. Suša? Ja. Kaj, nimaš časa ali kaj? Veliko delaš? Prej sem imel ta problem, da pač sem imel do 2 leti nazaj, sem imel eno punco 1 let pa pol skoraj, je bilo vse cool pa to, ampak jaz sem bil takrat v stanju, da sem pač dal kariero pred vse in sem pač delal in posledično tudi pač pozabljaš na to, da moraš punci dati, ne vem, 3 ure na dan pozornosti, pa odvisen. Se ni nujno, da si zdaj skozi skupaj, ampak tako je fajn, da pač nisi samo skozi na dogodkih, na radiju, ne vem, na raznih drugih eventih delaš. Jaz sem tudi včasih, ko sem prišel domov, sem prižgal komp in sem pisal maile za eno firmo, ki sem jim urejal content in pač jim urejaš content in to ni zdaj včasih imaš kreativno žilico in si tam konc v 1 uri, včasih delaš to 3 ure. Firma pa še vsem, ti si
dolžan oziroma imaš obveznosti, da to končaš in pač na nekaterih točkah to ni bilo najboljš za samo vezo, pa so tudi rekli, da greva na razen, pa sem bil, ne vem, en slabih 10 mesecev samski, pa sem bil takole, če je karkoli pršel, je pršel, nisem se omejeval na tako, pač če sem se sedel, ne vem, zdaj imam pa naslednji teden imam frej, sem rekel, da imamo, ne vem, sem poklical frende, imaš koga, ki bi šel potvati in je bila, ne vem, ena kolegica, ki je hodila ful potvati, sem rekel, da gremo, ne vem, za en teden v Italijo, se bomo imeli fajn, vse super in bo to. Pa sem imel pa eno punco, ki je bila, ne vem, enih 8-9 mesecev in sva imela glih to težavo, da pač sem jaz prišel ob enih zjutraj k njej in sem pač šel spat in sem šel zjutraj ob 6-7 naprej. In ni bilo to kvalitetno, ona tudi ni bila iz Ljubljane, mislim, pač takrat je živela v Ljubljani, pa konec šla za vikend domov, jaz sem imel pa glih za vikende ponovadi največ frej in se pol nisva uspela uskladiti, pa sva tudi šla na razen, zdaj pa, tako, zdaj sem se ujel tudi na točki, ker sem v precepu, a iščem sploh resno punco, a iščem neki sem tako in definitivno se mi da zdaj neki one night standov sem, da bi tako zdaj kar vsako, ki pride, to mi je malo bedno, zato ker raje že, če že, bi šel z neko, ki jo lahko imaš pol, ne vem, ki se lahko razvija, tudi če ne gremo v resno vezo, da imaš pač tako, nimava toliko časa, dajva se dobiti, ne vem, 2-krat na teden, fajn bo, cool bo in to je to. Pa če se razvije, gre pa lahko tudi to v resno vezo. Sem tako, zdaj sem malo v tem precepu, sem to, da bi pa danes imel eno, pa čez 3 dni drugo, pa pol čez 4 dni eno, to se mi pa pol tudi ne da. Je pa krat dela, pa. Jaz sem v bistvu tudi tako, kakor sem deloholik, mi je ena stvar, ki mi je zelo, zelo, zelo težka in to je odpisovanje na maile in na Instagram. In je tako... Čisto razumem, to ti bom pa tako rekel. To mi je pa muka. Ti sam veš, da je to... Ker malga je velik tega. Ja. In jaz pol, če že, ne vem, tisti frendi, ki me rabijo, vejo, da me morajo poklicati, če mi pa pač nekdo napiše... Neki, točno pač odgovorim, ko lahko. Ja. In včasih se zgodi, da tudi, ne vem, imel sem en primer, ki mi je bila ena punca ful všeč, pa je bila res dobra, sva šla tudi na kavo, vse super. In pa sva si pisala in jaz sem bil v neki točki, ki je napisala ful dolg spis, mislim, in jaz sem bil v eni točki, jaz si rabim vzeti sajt za to. Ne preberem. Mislim, že sem da preberem, si rabim vzeti sajt, pa da poslušam vse, kar je poslala. Pa še odgovoriti, kaj pametnega. Ker noče zdaj sem. Ja, je ok, pa neki uno, pa hi. In pač hočeš nekaj na dolgo odpisovati in to. In jaz sem pol, ne vem, ko sem se ujel, danes nimam cajta, jutri nimam cajta, nisem pač še vsem hočeš narediti vtis na njo in sem mi odpisal tako čez en teden. In pol mi mal... Midva sva se menila že tako vmes, ne. Sem pač polk je pa prišel do teh nekih daljših spisov, pa te neke globoke teme. Pa sem pa pač tako čez en teden sem odpisal in pa je ona malo zamerila in pa je spet ona odpisala čez 3 dni kao, da mi vrne in pa letek vmes v tem cajtu je spoznala še enega drugega in pa se nisva več slišala, zaradi tega, ker sem jaz prepozen odpisal. Ampak to je tako, vsem ponavadi zelo počasi odpisujem. Ja, sej, jaz tle razumem. Ja, mislim tako, ko imaš fakt. Včasih se mi res ne da, pa bi dal. Jaz imam ta problem, da pol izklopim Instagram, ne samo, da ga pač prav izbrišem aplikacijo, ne vem, ob 8 zvečer. Nema pauze. In si jo, ne vem, si dam, zdaj imam pa ful stvari za narediti in se rečem, ne vem, zjutraj. To je pa dobra fora. Da ga delaš, pa greš sam pogledat nekaj na Instagram, post pa gor 2 ure. Post pa, ja. Ena slaba stvar, ki imam, je Instagram in to, da pač mi potegne noter, razumem, gledal sem Social Dilemma in gledal sem milijon teh dokumentarcev, razumem, kako me pretegnejo, ampak me še vedno pretegnejo in edini način, ki mi deluje, če imam zbrišem Instagram in ga pol, ne vem, če imam zjutraj si dam, jaz si naredim pač itak dnevni plan, ne vem, zjutraj se ponovadi ostanem, včasih telovadam, včasih grem direkt nekam, jaz sem bil ful tak človek, da sem spal ful dolg in zdaj zadnjih nekaj, ne vem, par mesecev probam spreminjati te navade, da sem pač bolj jutranji človek, da lahko grem včasih prej spat, še zmer mi da ne rad, ampak tako in si pa rečem, ajde, do 12 bom bil produktiven, bom delal, ne vem, odpisal maile, šel tja pa tja in pol od 12 dalje si lahko naložim Instagram in odpisujem in gledam storije in bedarije in tako. Fajn, fora. Ja, priporočam. No, glede punca, ne, zdaj si samo razlagaj, ko te bom to vprašal, ampak si imel res kakšno tako, da je divjo izkušnjo. Ker je tva najbolj divja izkušnja.
Tako najbolj od vseh, number one divja izkušnja. A mora vključevati mene ali je... Lej, najbolj divja izkušnja, lahko tebe vključuje, lahko ne. Najbolj divja izkušnja. Jaz sem delal enkrat v hotelu v Bernardinu in je fora, da sem pozabil, pač mi smo imeli tam svojo staff sobo sem imel, ki je bila zelo lepa, pač to nek 4-zvezdični hotel, bla bla bla. In jaz sem pozabil ključe oziroma kartico od unga in takrat je bila glih ena punca, s katero sem začenjal in sva bila pač, mislim, da že par, ampak ni bilo tako še vse, da sva bila full comfy drug z drugim in jaz tako pridem tja in ura, ne vem, 11 večer, naslednji dan sem delal ob 8 zjutraj, nobenega nisem mogel poklicati, ker ga nisem poznal, delal sem tam prek ene agencije in jaz tako, jaz moram priti v sobo. Sem se pa spomnil, da sem pustil strešno okno odprto in sem mogel pol plezati za njo, da je ona lahko, pač ker mi je bilo gadno in tako jaz sem malo počakal, moram biti sem vključen, sem šel ta cajt plezati noter v hotel na streho gor in me je vmes še en prijavil in da sem prišel noter lahko čez strešno okno in sva imela pol res divjo noč. Kakšne druge divje zadeve so se pač dogajale. Včasih se zgodi, da je kakšna malo preveč spije, pa je pol kar take malo pogumne besede, pa pogumna tudi dejanja. Kakšno pa so ta pogumna dejanja? Ja, pač pride tam, pa te hoče malo, mislim tako, sem imel že tudi en posnetek obstaja, ki en friend je čisto slučajno snemal to, jaz sem bil na odru in pač, ne vem, mislim, da je bilo glih na Spring Breaku je bilo in je bila ena korošica v prvi vrsti in jaz sem pač gor, nekaj tam se zabavamo, ne, mislim, da je bil glih Zonderling pol za tem in ona pride in ona začne kar šlatati gor, tako, jaz sem bil na odru gor, ona je bila v prvi vrsti, ona je kar že za pas, ona je kar že tako pod majico šla, jaz sem tako, jaz sem bil takrat, kam to pelje? In pa je un tip je glih to snemal, jaz sem tako pol to gledal in tak, sem bil tako malo, ene nimajo pač meja in so pač grejo do konca, probajo. In je bilo zelo zanimivo. Mislim, imam sicer tudi nek seznam, ki si ga pišem, kakšne zanimive stvari so se zgodile. Ne vem, če ga bom najdel. Ampak ja, vse lahko gremo naprej, pa če mogoče najdem. Ok. A si že tako imel kdaj zlomljeno srce, ali si tako tibel, ali bolj ti lomiš srce? Ja, sem imel že. Mene 2 bebe sta me prevarale. Ampak sem tudi jaz eno in sem v bistvu dobil karmo pol nazaj. Karma. Drugače pa, ja, bil sem vedno bolj tak romantičen tip. Tako da mi je nekako, recimo, da vsaj dokler sem bil, ne vem, do 18 leta, se nekako še loviš, pa ti malo hormoni dajo, pa se ti zdi, da je pač vsak konc nekega razmerja, konc sveta. In jaz sem bil tako, jaz sem bil jokica čista in sem pač tako, ko sva šla z bebo na razen, sem bil tako, ne, pa dej greva spet skupaj, pa jaz ne moram brez tebe živeti. Jaz sem bil tako 24 ur ali pa ne vem, 48 ur čisto bedo in pa tako, da se ni nič zgodilo. Ja, in pa sem odrezal in se tako, čakaj, kdo? In zdaj, ko me zdaj, naprimer, se zgodi tudi, da mi kjera, ko smo imeli, se pravi, vedno sem imel neke resne veze, ampak vse te, mislim resne, neke veze sem imel, ki so trajale tako od 7 mesecev pa do 1 leta, ne. In je pač, nisem znal biti samski in sem skozi neki hotel in sem jaz od 15 leta dalje sem imel eno vezo 1 let in sem šel na razen in sem bil 1 mesec samski in pa sem šel spet za 7 mesecev in pa sem šel na razen in pa sem šel spet za 1 let in pa sem šel in sem tako in sem 1 let pa 1 let pa 1 let, recimo, da sem imel, ne vem, nekih 6 punc, ki so bile 1 let ali pa, ne vem, tam okrog 1 leta. In pol sem bil za vsako, ki smo šli na razen in pa tako konc sveta in pol pa, kaj enkrat prebolim to, pač se mi zdi, da ko grem čez to fazo žalovanja pa to, pa se rečem, pač pa si napišem pluse pa minuse, zakaj sva šla na razen, ker parkrat sem jaz rekel, da je konc, parkrat so pa tudi ona rekla, meni to ni več cool, ne vem, ne posvečaš se mi dovolj, ne vem, meni pa to ni cool. Passion seekers. Ja, ne vem, sem pa tudi razumel, tiste 2, ki so me prevarjali, sem pač takoj skenslal. To je tema. To je pač... To je minus živ, ja. Ja, to je samo sem čao, dio in pa se nismo več pogovarjali. Nimaš kaj zagovarjati. Ja, mi je bilo pa bedno za ono punco, ko sem jo jaz prevaril, ki je bila pa res dobra duša, pa sem jaz bil kreten, pa mi je bilo tako žal, pa sem, ampak sem vzel na znanje, da vem, da tega se ne dela, ampak ja, pač tako, sem bil dostikrat broken, pa dostikrat sem bil taka jokica, da sem
ampak me ni bilo nikoli sram priznati, pogrešam te, da greva spet nazaj skupaj. Se mi pa zdaj dogaja, da tudi kakšne bivše hočejo stopiti v kontakt, pa tako dogaja, ja. No. Kaj pa tvoja prva ljubezen, spomniš? Spomnim se svojega prvega poljuba, svoje prve ljubezni, ja, se spomnim. Ena Nina je bila, blond. Nina. Ja, zato je to že nazaj, da po moje. Ne vem, če se sploh še spomnim. Ampak ja, takrat sem bil tako čist zaljubljen in sem bil hudo, ko mi čakam, da jo vidim. To so te metuljčki, pa pol noro, pa takrat je bil še Messenger, ne ta od Facebooka Messenger, ampak MSN, to po moje vi niste imeli. Prav ena ikona je bila MSN. To po moje vi niste imeli. To je bil takrat, ki je bil še Netlog. Pa smo si na Netlogu pisali desetke, to je tako, kar... Jaz sem 5 evrov na telefonu, pa sem šparil z SMS-i. Aha, ne? Eno najdi.si ste ki uporabljali? Najdi.si? To je bilo eno, tam si lahko za 100 SMS-e pošiljal neke te, to smo imeli mi te fore. Ampak ja, Nina je bila prva ljubezen, spomnim se, metuljčki, full fine, vse v redu, pa je šla pa z mojim najboljšim kolegom. In ja, se sem videl, že takrat sva že končala pa to. In pa je tudi tu, na 2 sta bila 3 tedne in pa je šlo to na razen. Skorupa tele ženske. Ampak ne, pa se takrat smo bili mi stari, ne vem, 15-14 let, kot to smo bili mulci, pač. Takrat še nisi vedel, kaj sploh hočeš. Malo smo se igrali, pa takrat je bila ona najbolj cool bejba in je bilo tako hudo, demo in se je dogajalo. In si jo dobil, kurva. In si jo dobil. In sem jo dobil in pa je še najbolj špren dobil. Dobro. Fajn, ne? Ja, zanimivo. Zdaj pojmo tako še malo na temo glasbe, ker to je ta glasbeni kanal. Recimo, kaj poslušaš najraješ? A te bolj DJ, ki to ful spremljaš, ali imaš kakšen drug žanr? Pa odvisno čisto od mooda. Jaz poslušam recimo da vse, razen kakšnega metala, ne, pa kakšnih res teh domačih, se malo izogibam. Tako, mislim, To se kar izogiba. Ja, mislim, na kakšni veselici ne uživam najbolj. Imam neke komade, ki so mi cool, ne moram biti pa 7 ur na veselici, žal. Pač tudi tako pol... Samo maturancu so pa krepel slovenske. Ja, sej to je teh 5 komadov, ki jih slišiš tokrat. Od Marjance do, Gostilna je moj dom. To je teh 5 komadov, ki jih je cool, ampak da bi bilo pa... 15 v vrsti bi pa znoro, ne? Ja, to pa... Ampak mogoče se pa spremeni to z leti. Najboljša z vrst mi je definitivno, ne vem, ta EDM varianta, ki sem v moodu za žurenje, pa to jaz včasih tudi sam doma naštimam. Zdaj pa hočem, ne vem, ga žurati, tako, zdaj predvsem med karanteno in si naštimam na zvočnike in nabijam EDM od tehna do EDM-a, do ne vem, čiste komerciale. Obožujem rap, včasih jaz sem zrastel na Eminemu, to je bilo meni takrat, to je bil hardcore, Biggie, Tupac, Eminem, 50 Cent, to je bilo meni, takrat jaz sem še zmer po moje poznam vse Emineme komade na pamet, te stare. Stare, to je bilo meni vrh. On je bil kralj. Zdaj pa, kaj še odkrivam? Rock mi je cool. Rock, fair, pošteno. Rock mi je cool, včasih si naštimam tudi tam neke romantične komade, včasih si naštimam jazz, blues, tako, to niso zdaj one zvrsti, ki bom vsak dan poslušal, ampak primarno od rapa, komerciale, tehna, pa ne vem, tudi Balkana včasih, pač zdaj sem začel, prej sem bil full hater Balkana, v srednji šoli sem bil tako, jebem vam to jeleno rozgo, stari moj, dej nehajte že to. To sem jaz, kar bil isti ti. Ampak zdaj pa se prideš do točke, ne vem, na maturancih predvsem. Na maturancih nimaš izbire, ja. V bistvu večina časa. Takrat sem se navadil. Tako da, ko boš šel v fluki, tam boš... Kaj video poslušata? Prijetno trep. Jaz ne prenesem Balkana, jaz tega ne moram. Jaz tega ne prebavljam, res ne. Tako, sorry, če kdo gleda, slučajno, ampak Balkan je no go. Ne vem, no, ok, a tako... A delaš kaj glasbo, ali boš v prihodnosti kaj z glasbo naredil tako? Imam mešalko doma, delam tudi kot DJ med drugim, pač ne vem, na raznih, mislim, nisem se nikoli promoviral kot DJ, tudi nisem velikrat delal kot DJ, zdaj delam naprimer za Ligo prvak in za Krim, ampak parkrat sem pa pač delal na teh privatkah, do porokah pa teh nekih zadevah,
Pa glede na to, da sem delal z milijonenimi DJ-ji, od Cirkusa do K4, do ne vem, Cvetličarne, do Unga, do Maribora, Ptuja, do vseh teh zadev, se pač nekako sproti učiš DJ-jati. In mi je bilo vedno zanimivo, vedno sem si želel vedeti, kako oni to DJ-jajo, kaj pomeni ta tipka, kaj pomeni ona tipka. Tako da sem pa želel si tudi ustvarjati glasbo. Zdaj sem pa v procesu, kjer gledam en masterclass in se pač hočem naučiti delati muziko, producati muziko, ampak bolj varianto EDM, tech house, nekaj v tem stilu. Pardon, ne pa tako prav glasbe. Mislim, tako ljubiteljsko itak potušam, po mojem vsi pojemo. Sem pa videl vajen komad in mi je všeč, ker je tak groovy, spevan in gre v uho. Tako da spoštujem mlade artiste, pa mi je fajn, da se res ustvarja, pa da se dela. To se strinjam, ker se kar razvija zdaj scena tle v Sloveniji. Ja, se je, pa tudi, mislim, tudi gre na tako, ne, da več zvrsti se razvija. Veš, včasih je bilo ful, ne vem, popularen rock, pol, ne vem, v momentu so bili, ne vem, rap, ful popularen, pol rap, malo. Zdaj pa slovenski trap, pa to. Ja. Ja, to je meni super, da se tako folku pogumna pa naredi. Itak, pa če ne drugega, veš, da se ti imaš itak vedno možnost, a še eni mislijo zdaj tako, kot je na Instagramu, samo en lahko najači. Ne, ti imaš lahko 100 ljudi lahko najači, tako kot je v basketu lahko, ne vem, 100 ljudi, ki so lahko profesionalni basketaši, tako imaš lahko ti 100 slovenskih glasbenikov, ki so lahko na sceni. Ti lahko slediš in Čaletu Saletu in Nipketu in Nini Pušlar in ne vem, veš, vsi imaš toliko enih različnih zvrsti, da pač jaz res spoštujem, ne vem, še posebej spoštujem Čaleta, ki tak dela slovensko muziko, spoštujem Be Cool, Nipketa, Trkaja, MK-ja, tako veš, ljudi, ki so že toliko cajta na sceni. So že res fucking dolg na sceni. Pa res ustvarjajo slovensko muziko, zato ker se zavedajo pomembnosti slovenskega jezika. Respektam Jovića, ker res on je tudi pač strmi k temu, da se ustvarja slovenskega muzika, Reja, zato ker še vedno ustvarja pač z vsemi svojimi slovensko muziko. In to se mi zdi, da je vrhunsko. Po drugi strani mi je pa meni vedno bil zelo všeč pač tuji komadi, so mi bili zmer hudi. Ja, enako. Jaz tako slovensko muziko snemati, jaz ne morem. Ne gre. Mora izhajati iz tebe, ne? Ja, ne gre. Ti najbolj veš, kaj je tebi sedem. Ja. No, tako, prej si rekel, da vse zvrsti poslušaš, ne? A imaš tako trenutno najljubši komad? Če bi to vprašal zdaj iz prve, kaj bi tako rekel najljubši komad? Ja, zdaj to bo variralo, zato ker sem zadnjič gledal, ne vem, če veste, kdo je Pamela Reif. To je ena bejba, huda, blonda, neka fitness trenerka, nora, in je imela zadnjič en božični komad in jaz sem tisto gledal in po mojem mi niti ni bil všeč to komad, kakor mi je bila všeč ona. In zdaj, če bi si zdaj mogel naštimati ten, da mi nekdo reče, da je v avtu en komad, bi dal un komad, ne, mislim, da je od Eve Max nek božični komad. Drugač pa en najljubši komad. Po moje od Avicii The Nights, pač predvsem besedilo samega komada, pa sporočilnost. Drugač pa od Eminema, ne vem, kakšne te zadeve. Ful težko je, ker imam ogromno enih artistov. Ja, to se strinjam. Ja. Fair, no, zdaj pa imaš na to tvoje nočno življenje. Dobro, to si že povedal. Tako, kjer ti je bil najboljši party od vseh partijev? Tle bom pa po moje kar rekel, če moram izmed vseh zbrati, rečemo, da bom zelo dva. Eden je bil na Ultri. Okay. Zraven mene je bil Sam Kolder, Jacob, pa te pač neki ostali filmski ustvarjalci. In zgori so bili Chainsmokersi, ko so takrat glih predstavili nov komad, live set. In jaz sem bil takrat tam s svojimi frendi, ko smo šli na Ultro tja. To, da je bil nekdo, ki ga toliko spoštujem, kot Kolderja, tam zraven, da smo ga lahko žurali skupaj, pa to, da so bili Chainsmokersi gor, ki so res showmakeri, sem bil tako, ok, v tistem momentu, to je bil en izmed unih momentov, ko sem se rekel, fuck, ta life je res dober, čim sem si jaz to zaslužil. Ja. In tako, mi smo bili v fotopitu, to je bilo, ne vem, 10 ljudi nas je bilo tam vse skupaj, 2 tehnika, pa nas 8 ali ne vem, 9 vse skupaj, in je bilo noro. In jaz sem bil tako, to je res trenutek, ki si, pa nisem bil sploh neki full pijan, spil sem, ne vem, pivo 2, nič posebnega, ampak takrat si bil tak feeling takrat, da ti sam dela, tudi če
to je ono, da bi bil, ne znam ti povedati, to je pač trenutek, za katere živiš in si rečeš, fakt, če zdaj le en let tega ne doživim, bom imel en let to v mislih, pol drugi moment je bil pa pač to na Zigetu, tista noč, ko sta bila Garrix pa Post Malone, kad doživiš to v živo, da pač une punce tam omedlevajo zraven. To je bilo kar nice videti, ja, moram reči. To mi je bilo ono, what? In potem ti še zapojejo kamero, to mi je bilo po moje definitivno dobro. Aj, mogoče bi še enega dodal, tu še v tek baru 2019. Tam sem pa bil. To mi je bilo pa fajn. Kako ti je bilo? Pa evo, lej, ne vem, ne spomnim se. Ne, pač realno jaz ne vem, kaj se dogaja, sploh ne vem, realno ne vem. Sploh nisem videl odra. Sploh nisem videl. Oni si glih to prav, kaj bi ga mogel vprašati. Jaz, fuck, hej. Ne vem, kdaj sem prišel, ne vem, kdaj sem šel, vem, da je bilo konc okoli 2. Okay, Ampak tako, če gledaš Slovenijo pa druge države, a se to sploh da primerjati klube recimo ali kaj, ali to sploh ni? Ne moreš. Edina stvar, ki se lahko primerja na nekem res majhnem scaleu je Tušo Tek Bar oziroma zdaj Smile. Tušo Tek Baru se vidi. To je pač, kar se tiče masovke, v smislu, da so imeli 15-20 tisoč folka, je edino, kar je sploh primerljivo, ampak še to ni zato, ker smo bili takrat, ne vem, ena slikca je bila glih takrat, ki je imel Garrix show, Majke mi da tam zgleda na eni sliki, ne vem, 400 tisoč ljudi gor na Zigetu, na največjem stageu. Vse po mojih je manj, ampak tako, ko gledam, ko ti vidiš enkrat razsežnosti Zigeta, ali pa ne vem, nekih ameriških festivalov, ali pa tega se sploh ne more primerjati na Slovenijo, ali pa tako. To je, ni primerjave. Pač imaš v Sloveniji enega, dva eventa, ki to sploh... Težko bi Kaj pa Rolling Loud si že bil? Žal ne še. Imam plan naslednje leto, ko bo spet zadeve, če se spet obrnejo, pa če bojo možnosti, da bojo spet take kapacitete, kot so bilo včasih, bom šel na vse festivale, ki je možen. V čem se gre ta festival? Rolling Loud, to je v bistvu trap scena. To so zdaj te vsi glavni raperi. A$AP Rocky in The House. To pa nisem nikoli, mislim, za trap. Poznam par artistov, ne vem, bil sem na Migosih, pa ne vem... Bil si na Migosih? Ja, so zamujali 2 uri in sem bil tam z eno kolegico na Exitu in blato je bilo in sem mislil takrat in njih ustreliti in še koga drugega, ampak ja, 2 uri, ali ne vem, 1 uro pa pol so zamujali in pol se je folk tam skakal polno v blato in pol smo bili vsi blatni in tako, ni bilo najbolj, mislim, sami nastopi. A$AP Rocky, on je drugač najljubši reper, z ga najraje poslušam. Ja? J. Cole. A$AP Rocky je cool. Mislim, tako jaz sem zdaj gledal, mislim, da eno reklamo je vrgel ven za Mercedes, pa to njegovo zgodbo sem slišal, pa tako, se mi zdi, da je kar, imaš te neke X-Tenation, ki je umrl takrat pa to, a veš, ful enih zgodb je od samih superstarjev, ki so res posebni in res izstopajo na nekih načinih in je tako svaka čast za originalnost. Nekateri trap komadi so mi brutalni, me pa moti ta mumble trap, to mi je pa tega pa ne štekam čist. Imaš res kvalitetne, kakor je A$AP Rocky, pa ne vem, meni je, kdo mi je še ful cool. Cole mi je cool, pa ne vem... Te lyrical. Ja, meni sem bolj za te, za dobre vokale, pa za besedišče. Te mumble rapi so mi pa tako in od Balkana do angleških mi je pač grozen. Ne vem, ne poistovetim se s tem, pa itak nič ne razumem. To razumem. Ti si rekel A$AP Rocky, kjer je tebi najljubši? Najljubši? Ja. Polo G. Ne? To mi je pač najjačino, tako, kar se tiče trepa. Polo G ima isto dobro besedila. Ja. Dobro, ti si tak party guy, ti velik partijaš, ne? Daj pa povej, koliko si bil v bistvu najdel časa po koncu v enem kosu? Mislim, da sem si nekam zapisal, zdaj bom okvirno cifro rekel, ampak vem, da nisem šel spat celo noč, zjutraj sem ostal, pa sem šel, mislim, da pol spat še na en party, se pravi blizu 38 ur, če se prav spomnim. Lepo. Ja. Kar zdrži. Sicer sem pol spal 14 ur v kosu. Se moraš refilati. Ampak je bilo se pravi, če je bilo od 9 zjutraj, pa do polnoči nisem šel spat, pa pol cel dan 24 ur še nisem šel spat, pa pol sem šel, tam nekje 38 ur
vse skupaj je bilo, dokler sem, ampak to je bilo, mislim, pa sem spal 14 ur, pa sem bil še zmeraj tak, da rabim še en teden spanca. Tako da ne priporočam nobenemu, ampak takrat sem pač sprejel neke zadeve in pač če sprejmem neko zadevo, tudi če to pomeni, da pač ne spim, bom jo delal do konca in jaz sem imel pač tako doskrat take zadeve, da se hvala Bogu imam cimre, ker živimo v eni bajti in sem pač napisal jim, a lahko me prošem zbudiš zjutraj, tudi če bom rekel ne, da me zbudi, ker jaz se bojim, da ne bom budilke slišal, ker ti potem, ker ne spiš 30 ur, Ne slišiš noč. ne slišiš, starimo, če bi bager prišel, pa bi podaril vse, tam ne bi slišal, sem pač parkrat moram prav zahvaliti cimrom, da so me sploh zbudili, da sem lahko šel vse. Ne bi tega nikoli več ponavljal, upam, da ne bom, zato ker pač tudi ni varno voziti v takem stanju. Se pa spiješ ne 3 Red Bulle, ampak sem imel že sceno 2-krat, pa me je zbudil zraven na avtocesti, ampak medtem, ko sem vozil 2-krat in od takrat dalje sem se pol skozi ustavljal na pumpah, če je bilo, pa sem rekel, sorry, jaz bom 20 minut zamudil, zato ker nisem imel časa, ne vem, in se mi zdi, da sem zaspan in bom redko in sem pač vstal in sem šel power nap narediti na pumpo, tako da to so mi bile lekcije, ampak ne tega dela. No ja, Ok, zdaj pa le, za konec. Imam še eno vprašanje zate. A ne? Mislim, preden gremo na zaključek, ne? Rekel si, da ga malo spiješ, kdaj pa kdaj, ne? In kaj najraje piješ? V bistvu, zdaj sem v teh letih, ko prihajam na gin tonik, pa na neke viskije, resne, ko cenim kvaliteten alkohol, da ni zdaj to zadeva iz Hoferja Lidla za 7 evrov, ampak da je to nek tako, da je res na nivoju, pa ne rabi zdaj brand, ne vem, da je samo marketinško dober. Imam za eno tudi kolegico, ki je zelo dobra poznavalka džina in mi tudi ona priporoča, ta džin je kvaliteten, ta džin ni kvaliteten to. Spijem kakšno dobro pive so mi res dobre. Malenkost manj sem na vinih, če bi mogel zbrati, da bi šel v trgovino, bi rekel, gremo za 3 dni na festival, kaj bi si vzel en džin, enega jegra, pa kakšen dober viski, pa po moje malo perčkov. Kaj pa ti predlaga ta kolegica, ki se spozna za zdaj džine? Kaj bi predlagal? Zdaj je en portugalski džin je, Šariš se imenuje, pa Botanik 14, en London Dry Gin, ti bom poslal, Šariš je zelo kvaliteten, glih zanj sem bil na degustaciji, to so zdaj šlo uvozali v Slovenijo. Drugač pa, jaz sem zelo rad, kjerga sem zelo rad, tegale Hendriksa, pa Hendriks je cool. To je noč šlo Ginger. Ja, jaz pa Ivo. Gin, to je to. Gin, kaj, oba dva gin ali kaj imaš ti rad? Jaz sem rad vse model, kar je alko. Mislim, kadar ga piješ, ga vse pijem. A ne? Sem pazi, da ne mešaš preveč. Ok, ne, jegra ne moram. Meni pa jeger, dober, tak, ki zažge. Zelišča, Ja, ali pa zdaj so mi veljamo, ker ratele všeč, ker so tako Veljamo. pure, ni zdaj. Zmanjka. Jaz nič ne vem, o čem govoriš. Model jaz res ne vem, realno. Sam za viski pa zdaj mi je arborato všeč, prej ko sem bil malo mlajši, nisem mogel tega Ja, se prideš do tega. Prvo jaz se spomnim, ko sem pil Red Bull vodke in to je najslabša stvar. Paš kako ti model, kar naenkrat crkneš. srce ti dela tik. Ja, Red Bull. Pa samo v vesolju si pa tam vrtiš se okrog. Ja, to enkrat v življenju sem imel blackout in to je bilo zaradi Red Bull oziroma juice vodke. Od takrat dalje, pijem vodko, cranberry vodko, če že, ampak vodke se nekako izogibam, pa če že gledam, da je pač res nek kvaliteten. Pijem vse, tudi vino pijem, nisem zberčen, ampak če že moram zberati pivo, pa gin, pa jeger. Fair. Ja. Precej fair. Ja, pa veljamo. Odvisno, veš, imaš stopne. Prvo začneš eno viljo, da se ogreješ, pol en pir spiješ čez, pol ti že pa še en gin tonik, pol še en gin tonik, pol je že preveč kisline, greš nazaj, ne vem, na veljamo, pa še ne študiram, že vilja, ko voda teče. Pa že kar vodo piješ. No, dej, a zaključek. No, zdaj imamo takih par vprašanj, kar je samo odgovor, kako se ti zdi, čim hitreje. Ja. Može. Pa sam gremo. Ok. Če bi bil na samotnem otoku 1 leto, pa bi lahko poslušal samo 3 artiste, kjer bi izbral? Eminem,
Fuck. J. Cole, pa fuck. Še enega moram najti. Kjer ga bi lahko res bral? A je lahko band? Lahko To je je band, lahko je karkoli. karkoli, Lahko je. samo da je komplet. Lahko je band. Pa verjetno bi šel... Fuck. Ma neč, rekel bom kar... Red Hot Chili Peppers. Ja, ne, bo kar Avicii, čeprav ni več med nami, ampak recimo da Avicii. Lahko. Ok, kjero super moč bi imel, če bi lahko imel eno kjerokoli? Ta je dobra, zato ker imam veliko želj po tem, ampak eno moram zbrati, da bi lahko bil neviden. Fair. Ja. Če bi lahko kdorkoli na svetu za en dan, kdo bi bil? Pismo. David Dobrik. Ok. Kjer so tvoje najljubše superge čevlji? Ta je kar lahka, ker jih imam res ogromno enih parov. Nike Air Force, te so mi... Nizke, visoke. V bistvu bolj nizke, ampak imam dvoje tudi visoke. Ampak res, zdaj sem si naredil zalogo teh noro udobne, čeprav sem zdaj spoznal, oziroma zanj sem probal še ne bolj udobne, ker so pa od Adidasa, ampak te so mi res, perfect. Forsice. Forsice so definitivno. Forsice. Ok, Rita Ljoške. Zelo specifično, ampak bom rekel kar Joške. Ne vem, jaz sem... Joške? Ja, Ok, meni je, fair. mislim bolj, pa jaz ful ne maram teh okroglih, debelih Riti od Kim Kardashian in Nicki Minaj. Ok, noč ali dan? Če bi me vprašal to en let nazaj, bi rekel noč, zdaj bom pa rekel dan. Fair. 3 stvari, brez katerih ne moreš živeti. Pa tako, ne družina, freni, tako stvari, tako. Stvari, telefon, Telefon. čigumi pa računalnik. Fair. A bi rajš prevrtel čas naprej ali šel v preteklost? Raj bi šel nazaj, zato ker se mi zdi, da ne bi, ker pol, če bi šel v prihodnost, Močeš si spoilati stvari. bi si spoilal stvari in odvisno, zdaj, če bi to lahko pomenilo tudi to, da lahko pol vidim za naprej, Ne. kjer je tikete lahko plačam noter, ne? Sem nazaj, ne, raj bi šel nazaj, zato Ja. ker se mi zdi, da imaš pol več od life-a. Se strinjam. Katera žival bi bil, če bi bil lahko? Če bi bil žival, po moje, moj spiritual animal je panda, ki so take malo bi plezal tam gor, pa malo bi spal, malo bi tam nič, kotalil bi se cel dan. Drugač pa, recimo, da tiger mi je tak šmeks, take eksotične živali. Ali pa tudi kakšna riba bi bilo fajn, ker imam zelo rad morje, če me ne bi dojel. Kako bi z eno besedo opisal samega sebe? Z eno besedo. Oportunist. Konc. To je to. Oportunist, dobro. Dobro. Evo, to je to. Evo, Ne? Hiter je minin. za ta podcast. Še enkrat hvala. Hvala vama, da ste me povabila. Bilo je fajn, jaz se opravičujem, da nisem še vaju malo sprašoval vmes, da bi še videla, kaj povedala, da sem jaz govoril. Ja, ti si... Lej, če hočeš zdaj kaj vprašati, je še malo časa. Ja, koliko imamo še časa? Še minuto? Časa ni. Čas Je neomejeno, ne? Čas je neomejen. Je neomejeno. Povejte mi vajne najboljše trenutke v lifeu. Najboljši trenutek v lifeu. Ali je to party, ali je to, ne vem, moment To je moment. Parmen. s friendom, ali je to, ne vem, familija, je to rojstvo. No, nekoga. Ej, ne vem, jaz sem Povej ti vedno prvi. najboljš, ko sem z mojimi frendi nekje po svoje, ker nam je res vsem za vse, ko sam gremo na polno. Nice. To so moje najboljši trenutki. Meni, ko sem bil v LA-ju, ko sem šel v studio tja, ko sem spoznal enega producerja, ki je delal s Pop Smokeom pa Kuwaitom, A ne? takrat me je čist spravil. Takrat, to je bil največ trenutek. A ne? Ok. Najljubši party, na katerem sta bila? V Zrčah. Ja. Iz
prve. Ej, v Kino Šiška The Game je imel koncert. Ok. Smo šli na oder z njim, sem se s njim slikal na odru. Pa me je malo stran dril, sem bil preblizu, ampak to je bil najjača noč. Nice, žureri. Še 2 vprašanja. Ne, kar malo več. Rit ali Joške? Rit, tako je človek. Rit. Kjero moč bi imela, če bi lahko imela katerokoli super moč? Jaz bi letel. Okay. Jaz bi tako ustavil čas, da so vsi ustavili, jaz pa lahko. Da ti lahko? Ja, jaz pa lahko delam stvari. Sam Pa bi pisem. sam kliknil. Bi lahko kliknul vmes? Ker če ne bi kliknul, pa da bi vstali vsi, pa bi ti še zmer bil živ, ampak kaj če ne moreš klikniti nazaj? Ja, okej, to pa ni To super je moč. moč, imaš moč, da lahko to delaš. Da lahko staviš. Pisa, to bo Ustaviš kar čas, dobro. zdaj bom ustavil, jaz ti primer, jaz ne vem, kar hočem. Ampak kaj se ti, to je Ali pa gremo to ven. lahko pol To ti, je overpowered. to je, full, ampak To je super ampak moč. se ti staraš vmes, drugi se ne, ali se? To pa še za razmisliti. Ne, več. Ampak po mojem, Ne, po mojem čas se ustavil, ti si v času. A ti si Čas se ustavil, ti lahko 5 let ustavaš, 5 let si enak in pol naprej, veš. Okej, Lahko to- narediš v eni sekundi dela za en teden. Mogoče imam najljubšo super moč zdaj, novo. Ta je bila res dobra. A dobro, res bi rad letel tako. Ja, pa sem, letenja se naveličaš po moje. Po mojem pa ne, sam. Ne vem, ok, dobro, Ne, saj mo- meni. ne, probej, pa boš povedal. A najljubši film? Easy, to je to easy. Dej povej. Pač Fast and Furious vsi deli, vsi prvi 4. A ne, ki je bil še Paul. Ma ja, pač ne zaradi njega, ampak pojelo sam že fucking kičasto vse. Okay. Najljubši film. High School Musical, ne? To smo nisem gledal. Čakaj, lahko serija ali film? Kako to Film. serijo? A ja, serija Breaking Bad, Serija pol ima- Breaking Bad. Daj nekaj. Ali pa Power. Power je ne, jaz rečem Power. Jaz rečem Breaking Bad. Breaking Bad, meni A pa veš, to kje ena je izmed... Power? Ne, Power, ne vem pa kje je Breaking Bad. Ni Power mi je dobro. 50 Cent je Pokaj naredil ga zgodbo, dal denar in je res noro. A to je njegova biografija varianta? Ne, Ali? ne, pač ne vem, On neki... je, on je v Ful bistvu je dobra napisal zgodba. scenarij pa to. A, ok. Mislim, če ti povem zgodbo, tako en kliše zgleda, pač drug dealerji v New Yorku, ampak res je zanimiv, follower igrajo, mislim, meni je res to. Kaj sem gledal njegovo avtobiografijo, ki je govoril, ko so ga ustrelili, pa kako je pa začel repati, pa to sem gledal. Ok, naslednje vprašanje, kaj sta me že videla sprašvala? Super moč, rit Joške, opišite se z eno besedo. Ne vem, z eno besedo. Ne vem, jaz sem uživač. Uživač. Jaz pa tako easy going. Easy going, a vidite, ste bolj tako, da chill, eh? Pač Ok. tako, a veš, meni se res ne mudi nikamor tako. Vse se ti rano, ne. Zdaj pa še posebej ne v tej karanteni. Zdaj si mi pa, zdaj ga, meni ga to drugače ful sede. Pač tako, Ja, kaj pa šola, mislim, ja, se šola ga zdaj punim sede. kaj je nadaljavo? Ja, to ni sploh šola, to so počinjence Mislim, žene. jaz pa maturo letos, pa je tako... Ni to, Ajde, Ja, dobro, ne vem, tebi tako ca. Meni Jaz ga sem pa res tako je. malo. Mislim, vse moraš sam delati, ampak... Ja, to je za ene ljudi po mojem lahko ful dobro, če ti je kul to, da pač imaš možnost se učiti sam, pa da si samo inicijativen, da znaš. Če si pa lenčina, te pa zna to pol na konc leta malo. Ja, ne, mene bo. Jaz sem se prijazil s tem. A veš, ko vem, da džabe se zdaj jebata, ne. Ja. Bom sam normalno delal noč in bom pa sredil vse stvari. Vse ocene je ful. A ne? Imaš cajt za take stvari, recimo, kot je tole. No, to, Med karanteno, ker... ne, to je drugače ful fajn, vsaka čas, da ste se to spomnili, da to furate. Mislim tako, karkoli je kreativnega, jaz podpiram, zato ker itak, a veš, vse imamo vsi neke momente, ki se nam ne da narediti, samo tako, da se še vse nekaj, moraš imeti balans v življenju med vsem, med tem, da ustvarjaš in med tem, da se imaš dober, da imaš dopust in da delaš in da vse je pač tako, to je fajn, da delate to, pa res mi je bilo tako hitro menil, spomnim, koliko cajta smo se pogovarjali, ampak Uro pa pol, shit. Beat Saver me je klical, ga moram nazaj poklicati, A Beat Saver, moram iti v pisarno. njega je bilo dobro imeti tudi tukaj, kdaj. Ja, lej, mogoče pa kdaj pridem, bom danes omenil, ko ga vidim zdaj, pa mogoče kdaj preleti. No ja. Še zadnji 2 vprašanji, ter da najboljši, kaj smo še, zdaj sem toliko enih vprašanj imam v glavi, da sploh ne morem. Artiste sem vaju vprašal, če denar ne bi bil vrednota, kva bi delala, kaj bi počela? Dream job. Igro bi igrce.
Jaz bi Pa bordu, bordusko, pa igrci. jaz bi bordu, surfu, ne vem, kakšne daljinske športe, to je vrh, ne vem, s padalom bi skočil, res. Jaz bi bil doma skupaj. Jaz ne bi igral Ok. igrc. Jaz bi igral igrce skozi, Ne. pa. Kje igrice igraš? Ja, jaz igram CSGO, ja, to ga punim, nažigam. Kaj pa Call of Duty? Ja, nikoli nisem bil tak Call of Duty guy, ki je tako, To sem jaz igral. ne maram kontrolerjev. A ja, si na PlayStation igraš? Ne maram kontrolerjev. Jaz sem tipkovanca. Ampak si lahko Call of Duty igraš na... Ja, vem, ampak Call of Duty ni me nikoli, nisem ga nikoli imel in sem bolj igral tako, ne vem. Tudi če bi imel PlayStation, bi razumel, ampak tako Call of Duty pa meni. Na losi Modern Warfare, stari moj najjači. na Igral svetu. sem sam Black Ops, tako, trojko pa Jaz sem štirko tega imam. igral, Modern Warfare, Ne. ampak tako je 5 let nazaj na kompu. Ne, ta je zdaj vam prišel, ta nov. A tam nov? sem bil, Warzone da- varianta. Zdaj je drugače, a veš kaj je Valorant? Hm? Valorant. Ja, slišal sem že, sem nikoli nisem. Mi ga to nažigamo tudi skozi, sem zdaj, jaz sam igram, jaz si ravno igram igrice, 12 na dan, zdaj med karanteno. Fuck. Ja, meni se strga, jaz sem tako, zdaj med karanteno realno imam malo manj dela, še vsem delam itek dosti prek kompa, od tega beta testinga do risank, do TV-ja, do ne vem neki, vse kar lahko pač počnem zelo manj kot prej, ne. In imam cajt in vsake, ne vem, 2 tedna si vzamem 4 dni in 4 dni gikam po 12 ur na dan. Ja. In pa se mi toliko zamer, da si rečem, ok, zdaj grem pa na kurat sam sebi in hočem mal nehati igrati in 2 tedna ne igram nič in pa spet 4 dni. In si rečem, zdaj hočem biti produktiven in mi je pač tako ne morem, ker če grem jaz 1 uro na dan igrati, nimam samo kontrole in bom igral 8 ur in pa se rečem, 2 tedna ne in si prav, ne smem iti na komp za gaming, ko imamo gor pač v gaming sobi, ne smem iti na komp za... Gaming sobo. Mislim pač, to v si bistvu moram je- jaz misliti. To je soba, to je v bistvu soba od Cimra, ki je full gamer in tip gama po mojem tako kot ti, ne vem, 15 ur na dan spi, pa gama nič, nobene punce, nobenih frendov, nič. Naroči si do tipe kuhar, pa si naroči dostavo, ker se mu ne da kuhati, ker gama cel fucking dan. Dobro, nisem toliko hardcore, ampak se sliši punim jako. Ja, se je, mislim, imaš še zraven en komp in jaz pol pridem gor, 4 dni gikam in pol med prav 2 tedna, v koledar ni. In, 2 tedna, model, jaz bi pozabil igrati model v teh no, se tednih. glih to je fajn, ker se pa spet malo navadiš, pa ti malo ne gre, pa rečeš, me dobro, se mogoče pa danes ne bi sploh toliko igral. In je to, Jaz sem tudi kakšne dneve, ki tako ne igram sploh čez dan, sam zvečer. a ne, pa pol do Kakšne 6. dneve, jaz čez dan, po mojem, nisem igral že 4 leta igrc. Ne, Ma pa ne, do to- 6 zjutraj pa čokolino ješ, a? Ne, po noči jaz ne vem, veš kaj je fora, ko sem zmatran, ful slabo igram. In to ni dobro, ok, dobro, ne bomo snimali. Ja. Ne bom sploh začel, sploh. Ne bom skozi razlagal take stvari, ne bom začel sploh. Džave, dobro. Je nič, ne, hvala, da ste me povabili. Hvala tebi, da si Hvala, da si prišel, ne prišel, bo je Z kar veseljem. dobro, tole je bilo Vrhunsko. punim jako, res. Ja. Hvala, da ste gledali. In- No, se vidimo naslednjič v podcastu Kaktus. Yeah, stay tuned.